Savinjski hmeljarji se pripravljajo na začetek letošnje obiralne sezone. Mestna občina Celje vabi k sodelovanju v nagradni prometni anketi. V galeriji sodobne umetnosti so na svoj račun prišli ljubitelji harfe. Košarkarji Celja se okrepljeni želijo prebiti v prvo košarkarsko ligo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V naslednjih dneh bodo v Savinjski dolini začeli obirati hmelj. Letošnjo sezono ocenjujejo kot dobro, pa tudi večjih zapletov pri prodaji hmelja ne pričakujejo. Prva sorta, ki bo zrela za obiranje, bo Savinjski golding. V Sloveniji letos hmelj raste na 1484 hektarjih. Površine, zasajene s hmeljem, so tako znova za okoli 5% večje kot v preteklem letu. Razmere na trgu so za hmeljarje še vedno dokaj ugodne. Hmeljarji še vedno lahko za svoj pridelek hmelja sklenejo tudi večletne pogodbe in to jih tudi spodbudi, da površine ponovno zasadijo s hmeljem. Se pa je glede na lani spremenila tudi sortna sestava. In sicer smo prvič je v slovenskih hmeljiščih največ posajene sorte Celeja. Do sedaj je vse skozi bila tista naša paradna sorta Aurora, sedaj pa je skoraj 40% slovenskih hmeljišč posajenih sorto Celeja, ki pa je naša najkasnejša sorta, kar pomeni, da se bo tudi verjetno čas obiranja kar potegnil tja proti 20. septembru. A prva obiranja bi se lahko začela že v teh dneh. Sorta Savinjski golding je namreč tik pred tehnološko zrelostjo. Parametri zrelosti, ki se vse skozi spremljajo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kažejo na to, da v zadnjih dnevih kar intenzivno pridobiva tako na teži kot tudi na količine alfa kislin in pa se zmanjšuje tudi vlaga. Tako pričakujemo, da tam konec tega tedna ali v začetku naslednjega pa bo sorta prešla v tehnološko zrelost. Obiranje bo tudi letos potekalo postopoma, odvisno od zrelosti posameznih sort. Najprej je zrela sorta Savinjski golding, potem nekje Aurora, Styrian Gold Bobek, pa potem še zdaj te nove sorte dišavne, ki so jih vzgojili na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Styrian Wolf, Styrian Kardinal in Celeja kot tista zadnja sorta. In čeprav je sprva kazalo, da bi lahko vreme zagodlo hmeljarjem in zmanjšalo letošnji pridelek, so bili pogoji za rast vendarle ugodni. Tudi pridelavo hmelja je zaznamovale najprej tiste nizke temperature konec aprila, tudi snežna odeja. Vsi smo kar malo strahom pogledovali in pričakovali, kaj se bo zgodilo, vendar pa so naslednje rastne razmere v naslednjih mesecih bile ugodne in hmelj ni občutil večjih posledic, kar se tega mraza tiče. Res pa je, da je letošnje leto zaznamovalo ogromno vetra, tudi kar precej toče in vse to pa je vpliva tudi na končni pridelek hmelja. Ampak, če sklenemo, so letošnji rastni pogoji za pridelavo hmelja bili ugodni. Hmeljarji bodo tudi za pomoč pri obiranju poiskali sezonske delavce. Sicer za obiranje se potrebuje manj dodatne delovne sile, kot pa spomladi za napeljavo pogankov na vodila, ampak brez dodatne sezonske delovne sile ne gre in večina delavcev še vedno prihaja iz Romunije. Lanski pridelek hmelja je prodan, povpraševanje po letošnjem je dokaj veliko. Nekateri hmeljarji imajo že sklenjene večletne pogodbe, del hmelja pa bo zagotovo še na voljo na trgu. Za slednjega se vse več zanimajo manjše butične pivovarne, ki velik poudarek dajejo prav poreklu hmelja. Mestna občina Celje v okviru izdelave celostne prometne strategije vse občanke in občane, ki so starejši od 12 let, vabi, da sodelujejo v nagradni anketi o prometu v mestni občini Celje. Nagradna anketa je objavljena na spletni strani mestne občine Celje in bo odprta do 11. septembra. Vsi sodelujoči v anketi se bodo potegovali za 9 praktičnih nagrad, med katerimi sta tudi odraslo in otroško kolo. Nagrade bodo podelili na prireditvi v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki bo letos potekal med 16. in 22. septembrom. Mestna občina Celje želi tudi s pomočjo ankete pridobiti čim več koristnih informacij, ki bodo pomagale pri pripravi nove prometne strategije.
V Galeriji sodobne umetnosti Celje so sinoči na svoj račun prišli ljubitelji klasične glasbe, natančneje harfe. Članica mednarodnega orkestra Branimir Slokar Academy Ula Mlakar se je manjšemu številu obiskovalcev predstavila z repertoarjem, ki je bil tudi del njenega letošnjega tekmovalnega programa. Mlada nadarjena glasbenica se je harfo začela učiti leta 2000 pri profesorici Bronislavi Prinčič na nižji stopnji srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani. Ljubezen do tega inštrumenta pa je čutila že dosti prej. To je v resnici ena velika skrivnost, ker nihče ne ve, zakaj sem se odločila za harfo, sicer sem bila zelo majhna. Bila sem stara okoli 3-4 leta, ker sem se odločila, da bom jaz pa harfo igrala in nihče ne ve, kje sem ta inštrument slišala prvič. In potem po 2 letih, se pravi pri 6 letih sem začela igrati. Kot je gledališkemu igralcu vsaka predstava, ki jo odigra nekaj posebnega, je tudi glasbeniku pesem, ki jo zaigra na inštrument. Vsako melodijo se namreč tako poglobi in jo do potankosti izpili, da jo vzame za svojo. Meni je zelo všeč glasba z začetka 20. stoletja, impresionizem in začetki modernizma. Tako glasbo z veseljem igram, je pa res tako, kot ste rekli, da v bistvu vsakič, ko se začneš ukvarjati z nekim delom, ti postane všeč, ti priraste srcu, začneš odkrivati lepote in ja. Ula Mlakar se je med šolanjem izpopolnjevala na seminarjih pri svetovno znanih harfistih. Sodelovala je z orkestri Akademije za glasbo, Slovenske vojske, simfoniki RTV Slovenije in Češko filharmonijo. Redno sodeluje tudi z glasbeno mladino Slovenije, ki jo je tudi pripeljala v Celje. Na koncertu v Galeriji sodobne umetnosti je pripravila raznolik repertoar. Sočni repertoar je pa se v bistvu razteza čez vsa obdobja, od baroka z 2 sonatoma Scarlattija, kasneje do prehoda iz klasicizma na romantiko s fantazijo skladatelja Špura. Potem igram glasbo impresionističnega skladatelja Jean Crasse, to je Francoz, ki je ustvarjal v približno enakem času kot Debussy in Ravel. Potem bom igrala tudi skladbo slovenskega skladatelja Cigliča. V okviru poletja v Celju je bil to eden zadnjih klasičnih koncertov v Galeriji sodobne umetnosti. Lahko pa do konca meseca obiščete še marsikatero glasbeno prireditev v starem mestnem jedru. Celjsko območje je v državnem merilu najpogosteje zastopano s košarkarskimi prvoligaši. V njegovem središču pa se nekdanji osrednji klub želi vrniti na pota stare slave. Zadnji 2 sezoni so Celjani izkušnje pridobivali v drugoligaški konkurenci, v kateri se v prihodnji sezoni želijo povzpeti na sam vrh. Celjski klub je minulo sezono status drugoligaša ohranil skozi kvalifikacije za obstanek. Pred novo sezono je Uroša Grešaka na mestu trenerja nasledil Jernej Kubele, ki je svoj čas igral za ekipo s Polzele, kot članski trener pa ima izkušnje iz šoštanjske Elektre. V celjskem klubu je v zadnjih sezonah sodeloval pri delu mlajših kategorij. Privabila me pač ideja, vizija, da bi naredili nekaj v Celju, da bi obudili košarko tu v Celju, ker mislim, da Celje ima tradicijo košarke. Že nekaj let počasi sestavljamo neke koščke skupaj, vsak dela svoje na svojem področju. Mislim, da že imamo kar fajn ekipo v klubu, ko se dobro razumemo, pa smo naredili kar nekaj koraka naprej. Ob izkušenemu Tadeju Koštomaju jedro prejšnje sezonske ekipe ostaja skupaj. Moštvu sta se pridružila tudi nekdanji reprezentant Samo Udrih in 207 cm visoki Ilija Zolotič, za katerim so 4 prvoligaške sezone v Sloveniji. Nekaj ukrepitev še pričakujem, vendar pa mladi trenutno, te 18-17 stari, sta trenutno sposobna samo 2. Tako da še čakamo, da se še bo kjer mogoče pridružil. V teh letih smo pa tudi naredili bazen mladih, smo povečali, tako da se mogoče zdaj tole malo prehiter letos zdi, da imamo tako ekipo, ker imamo kar močno ekipo, da bi lahko pridružili še več mladih igralcev. Tako da upam, če bomo zdržali kakšne 2-3 leta, da se pridruži še kakšen mlad igralec.
pa da postanemo v tej regiji, predvsem cilj je to, da postanemo neka šola za mlade, neka akademija za mlade igralce, in pa seveda tudi, da bi nastopili za odskočno desko za mlade, kar je pa seveda prva liga. Ne. Ali v Celju že v prihajajoči sezoni računajo na prvo ligo? Če se bo to zgodilo letos, ne vem, ampak za dolgoročno je tak plan, ne, ker mislim, da se vse skupaj premika bolj to, da se premikajo prva liga v malo večja mesta, ne, in Celje to sigurno je. Ne. Katere ekipe pa bodo krojile vrh drugoligaške razpredelnice? Po mojih informacijah so to Grosuplje, Maribor, Ilirija, pa mi seveda kot Celje. Novi trener nam je predstavil tudi imena obetajočih igralcev. Od mladih bi predvsem izpostavil Žiga Sušina, mislim, da ima velik potencial in s trdim delom mislim, da lahko daleč prileze. Tu je še Goršek na poziciji 2, tudi on ima še veliko dela čaka. Tekmovanje v drugi ligi se bo tako kot v prvi začelo 9. oktobra. V 12-članski konkurenci bo prvak napredoval v prvo ligo, repesaža za napredovanje pa za razliko od prejšnjih let ne bo. Zadnje 3 ekipe se bodo preselile v tretjo ligo. Članici celjskega Kladivarja Martini Ratej se na olimpijskih igrah v Riu de Janeiro ni uspelo uvrstiti v finale. V svoji kvalifikacijski skupini je z rezultatom 59 metrov in 76 centimetrov zasedla 10. mesto in precej zaostala za kvalifikacijsko normo, ki je znašala 63 metrov. Atletinja celjskega Kladivarja je pred svojim nastopom pričakovala uvrstitev v finale in boj za visoka mesta. Na prejšnjih olimpijskih igrah v Londonu je zasedla 7. mesto. Ratejeva se želi v prihodnosti osredotočiti predvsem na naslednje svetovno prvenstvo ter nastope v diamantni ligi. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek se bo nadaljevalo nestalno vreme. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo ob morju. V soboto bo suho vreme. Hvala, ker ste nas spremljali in ne zamudite naše oddaje znova jutri ob 18:30. Nasvidenje.